Živjo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu. Sem Manca Razboršek in sem life coach in transformacijska mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. In v tokratnih ponedeljkovih angelskih navdihih bom začela z tem, kar prihaja, in sicer jutri se Merkur obrne v retrogradno gibanje. In vem, da med ljudmi ta retrogradni Merkur velja kot nekaj groznega, ker nič ne smeš delati, nobene stvari ne smeš začeti, vse ti bo šlo narobe, vse bo crkalo in tako naprej. In je en tak negativen prizvok vsemu temu. Rada bi samo povedala, da ni nujno, da je retrogradni Merkur slab. Retrogradni Merkur, jaz ga spremljam že nekaj časa, je lahko fantastično obdobje za stvari zaključiti. Je lahko fantastično obdobje za vse tisto pogledati nazaj, narediti eno oceno, eno bilanco preteklega stanja in iz tega ven potem narediti tisto, kar je še potrebno zaključiti, kar je potrebno še dokončati, kar bi radi spremenili. Retrogradni Merkur je fantastičen za komunikacijo navznoter, kar pomeni za tisto, kar se pogovarjate sami s sabo, kakšne so tiste vaše misli, kakšni so vaši vzorci, ki vas mogoče omejujejo, ki vam onemogočajo, da bi šli lepo naprej. In posod tam, ker vas malo, ta retrogradni Merkur požgečka in vam dela težave, fajn pogledati, kaj je tisto, za kar se še zahakljate, kje še padete v dramo. Če se stvari ne iztečejo tako, kot se morajo, zakaj se tega toliko držite, zakaj ne spustite. Lahko je fantastičen učitelj za to, kako stvari spustiti, kako pustiti tudi preteklost za sabo, vse te stvari. Tako da obdobje retrogradnega Merkurja lahko izkoristite za eno tako notranjo bilanco vsega tistega, kar vas za nazaj nekako še vleče. So določene stvari, ki res niso fajn. Iz lastne izkušnje povem, jaz sem se 2-krat selila v novo stanovanje v obdobju retrogradnega Merkurja in se je izkazalo, da ni najboljša ideja. In ko se mi je to že 3. zgodilo, sem v bistvu, in so se stvari začele komplicirati, sem pogledala, kaj ne štima, in sem ugotovila, da smo spet v obdobju retrogradnega Merkurja. In sem takrat potem rekla, ok, zdaj pa Manca, ustav se, ne mudi se, zato ker sem zelo hitela, pust, stvari se bojo odvile takrat, ko bo za njih najboljši čas. In sem počakala, da se je obdobje umirilo, da se je Merkur spet obrnil v običajno gibanje, in takrat se je potem izkazalo, da je bila to odlična poteza, ker sem dobila stanovanje, v katerem sem zdaj že 3 leta zelo zadovoljna in res stvari me podpirajo, tudi stanovanje kot tako me podpira, in bil je ta prav čas, da sem počakala. Ne? Tako da takšne stvari je fajn gledati in se ne razburjati. Ne? To je najslabše, kar lahko naredite, da padete v dramo, kaj je to, zakaj ne, kaj spet delam narobe. Ne, takrat samo dihite, ok, zadeva se komplicira, nekaj ne štima, dajmo lepo umirjeno. Ne? In najboljš, da v skladu s tem, kako vstopati v to obdobje retrogradnega Merkurja, pa vprašamo kar angele, da vidimo, kaj nam oni svetujejo, kaj so tista sporočila, ki prihajajo iz angelskega sveta za teden, ki je pred nami. Prva karta je Luna in nadangel Haniel. Luna vedno pride takrat, ko se stvari v ozadju odvijajo drugače, ko ni čas za aktivno delovanje navzven, ampak delovanje za noter. Tako da nadangel Haniel spodbuja intuicijo, spodbuja čutenje znotraj vas. Se pravi, kako lahko znotraj sebe začutite, kaj je tista prava stvar. In slediti temu, kar znotraj sebe čutiti, slediti svoji intuiciji je v tem tednu zelo pomembno, in pokličite nadangela Haniela, da vam pri tem pomaga, da vas pri tem podpre. Naslednja karta je as zemlje. As zemlje
ki govori o obilju, ki govori o novih začetkih, ki so zelo konkretni, zelo materialni, zelo oprijemljivi, no, v tem smislu, ne toliko materialni, oprijemljivi. Gre za odličen čas, ko se še lahko določene poslovne stvari odpletejo, ne, se pravi, tisto, kar sem prej govorila, retrogradni Merkur, če ste nekaj začeli, je zdaj odličen čas, da to končate. Če pa nekaj čisto na novo začenjate, je pa boljše v bistvu malo biti previden, dati dovolj časa za razmislek in tako, ampak energija v tem tednu je tista, ki zelo podpira še tisto, kar se lahko zaključi za nazaj. Se pravi, tisto, kar se je že začelo in da tudi konkretne rezultate. Ne. In pa še tretja. Zvezda in nadangel Džofiel. Zvezda oziroma ta energija Džofiel prinaša pozitivne, optimistične misli, prinaša dolgoročne načrte, dolgoročne rešitve in vedno sporoča, da ste na pravi poti. Se pravi, vam da neko tisto, da stvari, ki ste jih zastavili, stvari, o katerih razmišljate, ki jih intuitivno čutite, so tiste prave, da vas podprejo in to dolgoročno, ne samo neki na kratek rok. Se pravi, če pogledam te tri karte oziroma 3 energije v tem tednu, se pravi, nadangel Haniel, as zemlje in pa nadangel Džofiel, bi rekla, da dajte zelo v tem tednu dati prednost in glas svoji intuiciji, svojemu notranjemu glasu. In tiste stvari, ki ste jih že načrtovali, ki ste jih že speljali, je zdaj odličen čas, da to tudi zaključite, da to prizemljite. Mogoče tako bom rekla, tudi če so bili načrti, če greste zdaj v akcijo, je v tem tednu tista energija, ki vas podpira na dolgi rok. Se pravi, ne na kratki rok, ampak na dolgi rok. In pa, kakšna je vaša vizija, kaj so vaši dolgoročni načrti, kam želite, da vse skupaj pelje, kam želite, da se vse skupaj obrne, ne? Tako da to je energija v tem tednu. Jutri bomo imeli tudi čudovit seminar Ljubi sebe oziroma Zaljubi se vase, ki ga komaj že čakam. Več kot 60 nas bo, več kot 60 čudovitih bitij, s katerimi bomo naredili en tak lep vstop v eno jesensko obdobje, v nov začetek, kjer tako kot se začne šola 1. septembra v tem tednu, tako se začne lahko tudi naša notranja šola, ki nas podpira na tej poti, ki jo hodimo v tisto najboljšo verzijo samega sebe. Tako da uživajte, imejte čudovit teden, čudovit začetek šole želim vsem, ki vstopate v šolo, in vsem mamicam in staršem, ki imate otroke, ki grejo v šolo, lepo jih pospremite in se vidimo naslednji teden, v ponedeljek. Čau, čau.